še veliko glasbe nas čaka in videli in slišali boste, kaj bo povedala Alja Eloisi, ki gradi tudi svojo igralsko kariero. No, ob katerem boku se je pojavila v novem Netflixovem filmu Ženska v kabini številka 10? Pa izvemo takoj, ko se vrnemo. Zdaj leto spet je naokrog, me kliče sonce v tok, življenja, morja in strasti, lahkotnosti neba. Vrnila spet sem se opira, da najdem to, kar sva tu nekoč midva skup bila. Malo sem, malo tja, malo stran, pa nazaj, zadnji sva plula v raj. Malo sem, malo tja, malo stran, pa nazaj, vse za poletni sijaj. Ko pa prišla sva do cilja in našla sva svoj stari dobri Piran, obrnila sva se vsak svoj pristan. Daj mi še en pogled, da se spet srečava, daj mi še en dotik, da se omamiva. Srcu jadrana, daj mi še en pogled, privezana na morski val, združena midva, ujeta v sanjah brez meja, v neskončnosti za dva. Malo sem, malo tja, malo stran, pa nazaj, zadnji spet plujeva. Malo sem, malo tja, malo stran, pa nazaj, vse za poletni sijaj. Če vas spet najdeva pot v Piran, zapustiva takoj pristan, s karto za v eno smer, v nov dan. Hej, daj mi še en pogled, da se spet srečava, daj mi še en dotik, da se omamiva. Ljubezen najina je v srcu jadrana, daj mi še en pogled. Morje zdaj samo kipi in v soncu zažari, daj mi še en pogled, da se privabiva. Ljubezen najina je v srcu jadrana, daj mi še en pogled. Daj mi še en dotik, da se omamiva. Ljubezen najina je v srcu jadrana, daj mi še en pogled. Dobrodošla. Živijo, dobro jutro. Ja, hvala za tele morske spomine. Na poletje, izvoli naš kavč. Ja. Da kakšno rečemo v miru. Ja, tako lepe školjkice si prinesla, takole na obleki, če ne drugače, in seveda s tole krasno pesmijo. Hvala. Zdaj v bistvu sploh, ne vem, kaj sem vmes razmišljala, a se spominjamo morja, ki je že nekaj časa nazaj, v bistvu pol leta lahko rečemo. Ali ga kličemo. Kličemo, ne? Kličemo. Ja, se mi zdi, jaz osebno za neko toplo nostalgijo nisem še čisto dojela, da je december, ampak ja, poletje vedno nosim v srcu.
Ker mi tudi zelo veliko pomeni in poletje mi tudi najljubši letni čas. Ja, poješ sicer o Piranu, ne? Ja. Ampak me zanima zdaj Piran, London, katero mesto ti je bliže, ne? Glede na to, kar si je prej povedala, seveda v morsko. Ampak po vseh priložnostih, ki pa jih dobivaš tudi v Londonu, pa ti je tudi London zelo dragocen. Ja, res je. Jaz bom tako rekla, za poletje jaz res živim in s to pesmijo sem prvič se nekako vse skupaj sestavil, da sem ustvarila res poletno pesem in res sem si jo želela posneti tudi na našem Jadranu. Tako da sama od sebe se je rodila, sama od sebe se je rodilo besedilo, da se vse v Piranu dogaja. Je pa resnična ljubezenska zgodba, ampak je zelo zanimivo, da to pesem sem jaz najprej napisala, potem se je pa dejansko zgodila. Tako da obratno, kakor se ponavadi zadeve dogajajo, ponavadi jaz vedno nekaj se mi zgodi, potem pa to sprocesiram skozi glasbo, tukaj je bilo pa ravno obratno. Si manifestirala? Ja, ampak zelo podzavestno, zelo zanimiv, ja. Tako da, ja, kar se tiče morja, mi je izjemno dragoceno in ga res nosim v srcu in vsakič, ko se poletje začne, ga jaz poskusim res maksimalno izkoristiti. Ko pa ni poletja, pa sem ja razpeta kar na raznih koncih. Nosim pa poletje res vedno v sebi in se probam tudi, ko je kakšna siva jesen, siva zima, spomniti na te radosti poletja, na sonce, na svetlobo, na uživanje na splošno. Seveda, dolg časti ni, tudi po zimi ne, lahko rečemo. Ja. Čestitke za nov nastop v seriji na Netflixu. Hvala. Lahko gledamo. Kako si prišla do tega? To je bilo pa v Londonu. Letos, konec maja, začetek junija, sem bila delovno približno en mesec v Londonu in sploh nisem vedela še za ta projekt. Tam sem potem bila. Agent me je kontaktiral za ta projekt, če sem na voljo za te pa te snemale dni. Najprej tako sploh še nisem vedela, kaj to je za en projekt. Potem pa šlo vse preko agenta in kot ponavadi te zadeve potekajo. Potem je bil moj profil poslan v produkcijo, pa tudi k režiserju za pač ta odbor. In potem čez približno en teden od tega, ko sem jaz sporočila, da sem na voljo, so me v bistvu potrdili. Tako da je šlo zelo hitro. Za ta projekt mi tudi ni bilo treba audicije narediti. Za vsak projekt je različno, kako pač poteka odbor. Tako da potem en teden po tem smo pa že snemali. Ampak smo snemali 2 dneva, tako da je bilo zelo hitro, ampak zelo, zelo prijetno. Super je bilo, ja. In zvezdniško, ne samo prijetno, saj si se znašla v družbi izjemnih angleških igralcev. Ja, Keira Knightley je bila zraven, tako je film Ženska v kabini 10. Ampak meni je vedno toliko fascinantno, ne glede na to, s kakšnimi imeni delamo, oziroma kakšna imena pridejo tja, koliko so vsi na snemanju popolnoma prizemljeni in tam je vsak svojo vlogo, da opravi pač svoje delo, za katerega je v bistvu prišel tisti dan tja. Tako da je bilo zelo prijetno, ona sama je izjemno prijazna, res prizemljena, res človeška, tako da jaz to zelo cenim. Meni je v bistvu res nekaj najboljšega, ko lahko delam v profesionalnem okolju, profesionalno, s profesionalnimi ljudmi, ki smo tam, da opravimo neko delo, ne pa zaradi nekih egotov, pa kdo je že kaj dosegel, pa takih zadev. Tako da se mi zdi, da sama umetnost je potem tudi vedno lahko, v bistvu sama umetnost potem res lahko poleti v višave, ko smo tam za umetnost, ne pa za druge zadeve, ki v bistvu niti niso tako pomembne. Spomnimo se je predvsem po filmu Pirati s Karibov, ne? Ja. Ampak vseeno, ne? To, kar si rekla, pač ko se dela, vsak ve pač kakšna je naloga, ki jo mora opraviti in vse to nekako poteka tako, ko se je režiser verjetno tudi zamislil, ampak vendarle, no? Ko prideš v take igralke, a ti kaj razbija srce, no? Verjetno pač drugače je, ne? Nekoga gledati po televiziji, dobro, ne rečemo, če imaš srečo, da ga srečaš na ulici, ampak da delaš z njim, ne? To je pa verjetno pač čist neka nova dimenzija se ti odpre tisti trenutek. Ja, jaz se čist strinjam, jaz se prav spomnim in ravno, ko si omenila Pirate s Karibov, jaz se še spomnim kot majhna punčka, kako sem jo občudovala in nasplošno občudovala svet filma in kaj film zmore, ko sem gledala v Piratih s Karibov. In potem, ko je bila zraven mene kot moja kolegica na snemanju, je tak zelo čuden, neopisljiv
občutek ok, ampak potem pa se ti tudi moraš spomniti, ok, zakaj sem pa jaz tukaj. Tako da je taka, ne bom rekla borba, ampak se kar občutki dogajajo. No. Tako da, ja, je pa meni, kot sem rekla, res super, ko so tudi taka velika imena totalno prizemljena, da so res človeški in se jim tudi vidi, da tudi oni, ker v bistvu, ne glede na to, da je v Londonu toliko več dela, je pa konkurenca za to tudi večja in tudi taka velika A-imena, A-igralci res cenijo vsako priložnost, tako da ja, no, mislim, super je bilo, je pa, kot si rekla, so bili te občutki res taki, so se kar med sabo tako da so se kar mogla malo čakati. Verjetno moraš delati. In naj bo takih občutkov v letu 2026 še veliko. Hvala. Za danes, hvala. Enako, ko hvala. Ko bo kaj novega, pa sporoči, pa pridi. Hvala. Pa pripelji še koga sabo iz Anglije. Recimo, prav se bomo zmenili. Igralko. Dobra ideja. Sam vprašam. Bravo, Igor. Bom imela v glavi. Srečno tudi vama. Hvala. Vsem v novem letu. Ja, tudi tebi vse dobro. Hvala za obisk.